No, profesor Mihajlović, v eni zadnjih izdaj prestižne revije Science ste s skupino sodelavcev objavili članek, ki povzema ugotovitve vaše raziskave. V njej gre namreč za odkritje tako imenovanega skritega kvantnega stanja, do katerega lahko pridemo zgolj s pomočjo močnega, a izredno kratkega laserskega sunka. Nam lahko nekoliko nadrobneje pojasnite ta eksperiment oziroma kar to odkritje? No, najbolj pomembno je pri tem rezultatu to, da smo prišli do stanja, ki ga sicer do njega ni možno priti po, recimo, običajni poti. Običajna pot pomeni to, da počasi spreminjamo temperaturo ali tlak ali magnetno polje, recimo, ne, in potem pridemo v neko novo stanje, na primer magnetiziramo vzorci in potem je to. Ne, ali gremo, ko spreminjamo temperaturo, gremo nekaj zmrzne in s tem smo prišli v neko novo stanje. Ne. Ampak ta stanja so običajna. V tem primeru smo prišli pa do stanja, katerega sicer nismo poznali prej, je stabilno, ne, to se pravi, je obstojno pri nizki temperaturi in se ga da lepo karakterizirati. Njegove lastnosti zdaj zelo intenzivno raziskujemo. In to s pomočjo In to vse skupaj s pomočjo enega samega laserskega sunka, ki mora biti pa zelo kratek. In to je 13,0, nič celih pa 13, nič pa recimo 3, ne, na koncu. Se pravi 35 femtosekund, kar je rekordno hitro, recimo, če bi govorili o spominu, bi bilo to rekordno hitri spomin. A lahko ob vsaki taki snovi oziroma vsaki snovi nahajamo tako imenovano skrito stanje? Ne vem, zanimivo vprašanje. Jaz bi si želel, da jih je več, ne, da odkrijemo še kakšnega. Vsekakor to, kar težko napovedati, ker tega vnaprej ni možno napovedati. Po drugi strani pa, ko ga bomo enkrat razumeli, njegov obstoj, zakaj je stabilen, kako do njega pridemo, lahko potem upamo, da bomo lahko našli tudi podobno stanje v drugih sistemih, v drugih vzorcih, kristalih, karkoli že. No, z laserskim sunkom, kot ste rekli, lahko spreminjate stanje snovi, ki odstopa od običajnih faznih prehodov. To zdaj velja za vse? Ja, torej, to stanje je pač drugačno, ne, kot ki ga dosežemo pri faznem prehodu. Stvari lahko, recimo, dokaj sistematično merimo in jih določimo. Ne. V tem primeru je pa prehod izjemno hiter. Ne. Pravzaprav niti ne vemo, kako hiter, ker vemo samo to, da sam sunk povzroči to spremembo. Vemo tudi, da je ta sprememba nekje v nekaj pikosekundah že mimo. To vemo iz drugih iz eksperimentov, ki so sledili. Ampak vsekakor je to zelo neobičajno v primerjavi z drugimi fazami prehoda. No, zanimivo je, da kot primer boljše razumevanje nas laikov, namreč tako imenovani nenavadni led, ki je obstojen z običajnim stališčem z imenom Lede 9, kar poznavalci Kurta Vonnegutta, pisca znanstvene fantastike, ta je najbrž dosti poznan, poznajo iz njegovega dela Mačja zibka. Lahko nekaj več rečete o takem stanju tekoče vode? No, tisto je bila ena zanimiva zgodba. Kurt Vonnegut je imel enega prijatelja, Langmuirja, ki je delal, je bil kemik, fizikalni kemik, nekaj podobnega, raziskoval fazne prehode. In tam mu je nekoč pravil, kako se da ohladiti super ohlajena stanja, to se pravi, recimo vodo, ne, če podhladimo, potem zelo hitro lahko kristalizira, na primer. In to je Kurta Vonnegutta nekako malo zavedlo in je šel v domišljijski spis, ki ga je napisal o Ice-9, Led 9. Pri minus 45,7, ne? To naj bi bilo na plus, ne? Se pravi, voda naj bi zmrznila na plus 50 ali nekje 45, kar pomeni seveda, da življenje potem je ogroženo, ne? Kajti večina vsebine naših teles je voda, ne? Tako da, če bi se... Ampak v njegovem primeru je ravno šlo, ideja je bila ta, da stik za to substanco, če imamo tukaj kozarec vode, ne? Če bi tukaj noter vrgli kristalček tiste Ice-9, bi tole naenkrat vse kristalizirajo, kar je lastnost sicer super oziroma podhlajenih tekočin.
In to je v bistvu ta povezava, torej ideja je prišla iz pogovora s njegovim prijateljem. Fizikom? Ja, mislim, da je fizikalni kemik je bil. No, zgodba se zelo znan, mislim, da je tudi, če se ne motim, tudi Nobelov nagrado. No, ampak zgodba se zelo res konča tako kot science fiction. Ja, zgodba je absolutno science fiction. Ne? To se pravi, je duhovita, pač v stilu Kurta Vonnegutta, ne? Ampak tudi zato nas... In neke paralele seveda morajo biti med dobrimi raziskavami in domišljijo, da mi nujno potrebujemo. No, to običajno najdemo tudi pri drugih znanstveno-fantastičnih zgodbah, neko asociacijo ali pa aluzijo na recimo kakšen fizikalni eksperiment. No, ne tako redko vas srečujemo tudi na prireditvah, ki ne sodijo strogo v okvir znanstvenih srečanj in pa razprav. Takih bi si najbrž javnost želela še več od vas znanstvenikov, takih nastopov. Recimo o zadnjih različnih faznih prehodih, tudi takih, s katerimi se srečujemo vsak dan, ste govorili na srečanju TEDx, rečemo, ne? Da ste imeli predavanje. Profesor Mihajlović, a pomeni za znanstvenika težavo spregovoriti o svojem delu, ne zgolj strokovni javnosti? No, ja, seveda. Predvsem veliko časa. Torej, zato, da nekoč je Niels Bohr rekel, da svojim kolegom lahko da predavanje pove takoj, brez napovedi. Ne? Če je treba nekoliko širši javnosti, to se pravi recimo fizikom splošno, potem si rabi vsaj nekaj tednov, kakšen mesec, če bi pa splošni javnosti porabi kar celo leto, da pripravi tako predavanje. Skratka, zelo težko je pravzaprav spraviti tisto kompliciranost v nek širši kontekst in to celo reč nekako z nekim omogočiti laičku razumevanje tega. Torej, glavni problem je, torej, prvič je treba se temu zelo posvetiti, tudi nekaj treninga je potrebno za to, nekaj voden, recimo pri TED-u je to vodeno, to je zelo pomemben aspekt teh srečanj, torej, gre kar nekaj vaje je vmes, preden se to dejansko zgodi. Ne? Za vse drži, da je potrebno vsaj nekaj nastopov pred tem, na katerih se to vadi, se izpilijo detajli in potem šele to rata razumljivo do te mere, kot pač je. A mislite, sama prireditev zahteva tak način? Ja, v tem primeru je celo to zahtevano. Nikoga ne spustijo brez vaje na oder. Strogi filtri, ne? Ja, jaz mislim, da je to dobro. Brez tega bi bilo to zelo slabo. Mislim, enostavno, mi pogosto nismo dobri govorniki, drugič ne razmišljiš, kaj vse lahko ljudje razumejo, oziroma narediš neke vzročne povezave, ki niso očitne laikom in tako naprej. Torej, vse to je treba pred trenirano publiko izprobati, testirati, potem šele to lahko. Taki nastopi so recimo, lahko se pojavi X javnost, ne gre zgolj za... Ja, seveda, ne, to je res, absolutno. No, pri nas v Sloveniji namreč pa tudi ni običajno, da se znanstveniki oglašate v javnosti o določenih vprašanjih, ki pa kljub temu zadevajo širšo javnost. Zanimivo bi bilo slišati, kaj recimo fiziki menite o gospodarski in finančni krizi, kaj menite o prestrukturiranju podjetij, o nezaposlenosti mladih, o problemih šolstva in tako naprej in tako naprej. Sprašujem vas, če so to za fizika pritlehna vprašanja ali se jih v bistvu nikoli ne vpraša o tem, ali pa morda niti nikoli ne razmišljate o tem? Brez dvoma, da o njih razmišljamo. Jaz mislim, da se nas ne vpraša, tako, naša navada je, da ničesar ne rečemo kar tako z glave. Ne? Če je to nepremišljeno na izjava, potem to ni več, ki je dosti več vredna, če prihaja od fizika kot katerega drugega laika. Ne? Če pa ta izjava vendarle malo premišljena, potem bi bilo pa vredno poslušati
tako mnenje, vsaj po moje. Torej, finančno krizo zagotovo razumemo bolje in drugače, kot jo morda celo ekonomisti. Ne. Razumemo kritične pojave, kako prihaja do dogodkov, ki privedajo do neke krize. Zanimivo je, da se celo v nekih popularnih filmih pogosto to pojavlja, ne, da krizo kot primer človek, ki je edini napovedal krizo leta 2008, to je en ekonomist pri Mednarodnem monetarnem fondu, takrat bil, ki je leta 2005 napovedal pred strokovno javnostjo, da kriza bo nastala, da to pač ne gre tako naprej in absolutno, da bo prišlo do krize čez zelo kmalu, finančnega zloma. To je bilo 2005. Njega so takrat dokaj kritično sprejeli, v bistvu nihče ga ni poslušal. Danes velja za guruja, ki je pač en od redkih napovedal krizo. Zanimivo pa je, da je njegova izobrazba, da je on po izobrazbi elektroinženir. To se pravi, eksaktno razmišljanje je vendarle neka lastnost naravoslovja in tehnike, ki ni tako blizu drugim poklicam, še posebej politikom. To pravi, kaj so dejansko vzroki in posledice in kam to pelje in ta analitična razmišljanja dejansko so pomemben del razumevanja pojavov, s katerim se srečujemo. Hkrati bi pa še to dodal. Ne? V veliki meri se krizo so celo krivi naravoslovci fiziki, ne? Predvsem na tistem delu, kjer so pisali algoritme, ki se odzivajo na borzna dogajanja. To se pravi, danes je zelo običajno, da na borzne trende reagirajo računalniški programi, to v nanosekundah. Nima nihče dovolj časa za razmislek, celo ve se, da tisti, ki ima najhitrejši računalnik oziroma najhitrejšo povezavo od modema do podatka z borze, tisti bo prvi izvedel pač tisti posel oziroma naročilo. To vse delajo algoritmi. Seveda po nekem naročilu in pod nekim vodstvom. Velikokrat se zgodi, da ti strokovnjaki so mogoče previdni, ampak jih pač tisti, ki so lastniki ali vodijo celo zadevo, ne poslušajo. Mislite, da obstaja neka povezava ali pa visoka korelacija, bi rekli statistiki, med mišljenjem recimo teh in zakonitostmi, ki nastajajo in do katerih prijete vi naravoslovci, naravoslovne vede in z družbenimi pojavi oziroma tudi zakonitostmi naravoslovnih? Brez dvoma. Mislim, da so naravoslovni pojavi in družbenoslovni pojavi verjetno sledijo istim naravnim. Mislim, prvič, naravni zakoni so posod za vse enaki. Vendarle, nekako rečemo, obnašanje množic, na primer, pa naj bodo to borzni posredniki ali ljudje, ki grejo na volišče, ne, so tipično podležejo podobnim zakonitostim kot recimo snov pri faznih prehodih. Naprimer, fazni prehod je tudi borzna kriza, ne? Podobno kot je recimo v vodi. Ne? Pride do kritičnega obnašanja, ker naenkrat se vemo, točno kdaj je bila kritična točka, datum recimo, ne? V primeru krize, in potem lahko ločimo obnašanje pred in po in se razlikuje po določenih indikatorjih. Je pa res, da se to, pogosto so razlogi za krizo različni, niso vedno eni in isti. Ne? In zato recimo bi bilo zelo pomembno in zanimivo te razloge bolje razumeti. In jaz mislim, da se do neke mere ekonomske vede so se začele s tem ukvarjati, vendar kolikor sem zasledil, po mojem okusu še vedno na dokaj primitiven način. Vsaj primerjavi s tem, kar se dogaja v fiziki. No, za ekonomiste pravi, da se moderna ekonomija tako rekoč spremenila v ekonometriko.
Ja. Se pravi, da je predvsem operira z matematičnimi modeli. Drži. Toliko kot... Ja. No, sej, o tem sem zelo dobro, zelo cenim kolega Boleta, ki je ekonometrist, tudi matematik po izobrazbi, ki je, po mojem mnenju, en od redkih, ki res lahko razume, dejansko razume dogajanja v ekonomiji. Ampak iz pogovorov z njim ravno to zaključim, da še vedno niso uspeli identificirati ključni pojav, ki je vzrok za določeno krizo. Lahko rečemo globalno, da je to pohlep, ne? To velja vedno. Ne? Ja, to zdaj še zlasti zadnje čase pri interpretaciji. Ja, ampak pohlep je nekaj, kar je v bistvu človeška lastnost, ki je stara vsaj toliko, kar je civilizacija. Ne? In to nekako nam je ugrajena lastnost, imamo tudi zavore za to, ne? Ugrajene nekateri bolj, nekateri manj. Ampak mehanizmi, recimo pri borznem dogajanju, ki bi zavirali tega, pa še niso dobro razumljeni in upeljani. Ne? Tako da na koncu lahko, vsaj po mojem mnenju, v določenem trenutku se da morda poiskati nek ključni parameter, ki se nenavadno obnaša, ne? Ki se, bi rekel, obnaša kritično, da se približuje neki kritični točki. In ta je tisti, kateremu je treba slediti, vsi ostali sledijo njemu. Ne? In zdaj, daleč od tega, da bi jaz to lahko že takoj povedal, kateri je to in kdaj v kateri krizi je kateri pomemben. Kot sem rekel, zelo verjetno, da so to različni parametri v različnih situacijah. Pa ne gre za vojno, recimo vojne razmere, kjer lahko podobno pričakujemo sociologiji ali pa v ekonomiji. No, zakaj mislite, da je pri nas stereotipna predstava o znanstveniku, zlasti znanstveniku naravoslovnega področja ta, da sedi pač v svojem laboratoriju in nekaj dela? Po drugi strani pa smo presenečeni, ko slišimo, da se naravoslovci zelo dobro znajdejo, kot so že rekla, v borznih vodah. No, prvo, pravzaprav ni nič narobe. Dejansko to počnemo. Ne? Sedimo v laboratorijih ali v pisarnah in nekaj delamo. Zato, ker nas to veseli, zato, ker pač nekako nas vleče, to nam je v zadovoljstvo in pravzaprav najraje odmislimo, če se hočemo začem res poglobiti, ne, v nekaj je pač se treba posvetiti temu in brez trdega dela ni dač. Pač, ne. Druga reč je pa, seveda, včasih smo pa tudi nekako prisiljeni, da malo širše svoje rezultate povemo in takrat se včasih tudi porodi kakšna analogija in se človek začne ukvarjati tudi kakšnim drugim pojavom, ne, kot je tisti osnovni. In ugotoviti pravzaprav, da je nekaj podobnega in v tem se potem razvije še kaj naprej. In pride do leda 9, recimo. Naprimer, ne. No, ko sva se pogovarjala o intervjuju, me je namreč presenetilo, kako poznavalsko govorite o pomenu razvijanja kreativnosti, inovativnosti, vedoželjnosti in to že v času šolanja ali pa še prej. No, take stališče nahajamo pri večini svetovnih znanstvenih avtoritet. Mnoge države temu tudi sledijo, pri nas pa bolj se obotavljamo bolj kot ne. Kje vidite vi razlog? Nekaj nam je nekako narava dala. Ne? V teh alpskih dolinah je bilo varno preživeti, ne tako, da si bil pač zelo konzervativen in se nisi preveč loteval novih stvari, ampak po ustaljenih poteh. Po drugi strani smo imeli pač malo zgodovina vsega tega konca je taka, da pač smo bili podjarmljeni, smo imeli gospodarja in smo počeli tisto, kar nam je rekel gospodar. In to je bilo, po eni strani je bilo dobro, ker ni bilo treba kaj preveč razmišljati, po drugi strani je pa on požel, ali ona so pač vse bogatstvo, kar je iz tega nastalo. Ampak nismo bili pa recimo navajeni, da bo kreativnost tista, ki nam bo pripeljala bogatstvo oziroma uspeh v življenju. In jaz mislim, da tukaj
To se začne v osnovni šoli, ker recimo pač otroke je treba pošlihtati, jih morajo obogati, morajo imeti mir. Kreativnost mogoče v vrtcu še vidimo, ne, risanje pa tako naprej, to nikomor ne škodi, torej tudi fevdalcem nikoli ni škodilo, če so otroci risali, ne, ampak ko enkrat pride malo starejši, postane malo starejši, pa boš, da poslušajo, ne, da se naučijo poslušati, da se tako kot malo že skoraj po vojaško naučijo tistega reda in enostavno ta red, ne, pomeni, da bodo ubogali, kar se jim bo reklo. No, to je malo cinično, vse skupaj zveni, ampak nekaj malo resnice pa vseeno je v tem, se mi zdi. Torej, kreativnost je nekaj, kar je treba vzbujati, gojiti, zelo spodbujati in seveda niso vsi rojeni enako kreativni oziroma nadarjeni za iste stvari. Nekateri za glasbo, nekateri za fiziko, nekateri za likovne umetnosti, za družbenoslovne, mislim, za literarno nadarjeni. Ampak to, da bi pa nekako spodbujali tisto, ne, v dijakih v šoli, pri čemer so dobri, pa skoraj ne poznamo. Jaz mislim, da je kvečem nasprotno, da morajo vsi dobro znati pesnico na pamet, ne, pravi Prešerno, sigurno imamo vsi radi, vidimo morda, kako bi rekel, nekateri smo šele, rečemo, mnogo kasneje dojeli pomembnost oziroma lepota naših pesnikov. Ampak v šoli gotovo tisto ni bilo zelo učinkovito, ko so natančno vsi so morali vse enako se naučiti. Isto tako so morali vsi tisto, ne vem, naravoslovje živliti, ki jim ni šlo, ne. Hkrati so bili pa recimo zelo kreativni v glasbi ali v nečem drugem, ne. Torej, jaz mislim, da je, kar je že nekje v srednji šoli je največji problem, verjetno, ko to se upada z puberteto, z težavami kročenjem, ne, dijakov, da takrat je boljš imeti red, pa bo mir, ne, kot da še spodbujamo nek nered in neko nekreativnost po vrhu. In takrat se tudi v veliki meri se vrednote ustvarjajo in to je tisto, kar vidim, da je problem. Vi opažate to recimo pri mladih raziskovalcih, ki recimo prihajajo k vam, s katerimi imate stik, kje so recimo nastale te pomanjkljivosti? No, ali so tu že toliko oblikovani mladi ljudje, da recimo... No, jaz sem se pač, ko sem začel biti mentor doktorskim študentom, sem nekako kmalu prišel do zaključka, da pravzaprav bi želel jim nekaj posebnega, eno posebno priložnost dati. In to, tako da sem si v bistvu jim ustvaril vedno enak sistem. In sicer v prvem letu, ko pridejo, naj bi se zgolj seznanili z aparaturami, z meritve, kako stvari delujejo, naučili osnove teorije, recimo, ki je potrebna za to, da bi razumeli tisto, kar počnejo. Potem se pa v drugem ali tretjem letniku imajo skoraj da proste roke. Zdaj, problem je to, da to je sistem, ki dobro deluje, če imajo 4 leta na razpolago. Zdaj, so skrajšali to na 3,5 in potem so še šolske obveznosti leto in pol se potegne, tako da jim zelo malo časa na koncu ostane za kreativno delo in to je zelo narobe. Tisto leto jim zelo manjka, ne, na koncu, to se pravi do 4 let. Ampak ideja je pač preprosto ta, da morajo tisto kreativno tisto morajo sami. Ko dokončajo doktorat, morajo biti svetovni strokovnjaki na svojem ozkem področju. Nihče naj bi ne vedel več kot oni na tem področju. To je cilj. In bolj, ko so kreativni, bolj bojo našli nekaj zanimivega. Seveda, veliko je tu sreča odvisna od tega, kaj se bo zgodilo, ampak vendarle je pa ta šola zelo koristna, se mi zdi. Večina mojih študentov ne ostane v sferi, ampak gre v industrijo ali pretežno industrijo.
ampak pri tem so se naučili neke samostojnosti in da tisto, kar so se oni sami spomnili, vsaj to je želja, da so se sami spomnili, da je pripeljalo do končanja projekta, se pravi doktorata, do objav, kar pomeni, da so še na svetovnih konferencah prezentirali tisto, kar so počeli, da so poželi tudi nek uspeh, pa tudi kakšno kritiko, ne? In to je vse del tega treninga. Brez tega mislim, da je težko napredovati. Ta del je kreativen, ne? Ker pač koliko morajo, koliko imajo sreče, ampak tudi temu to je izredno kreativno delo. Samo teh študentov je premalo, da bi ustvarili neko kritično maso in bi potem gospodarstvo peljalo ali pa... No, ja, to ne vem, če... Torej, jaz mislim, da... To, kar ste vi govorili. Ja, to drži, res je, da pravzaprav premalo takih je še v industriji. Torej, zelo povsem jasno je, da naši najboljši sodelavci v industriji, ko gre za industrijske projekte, katerih je kar nekaj, ne, v raziskovalni sferi, vsej na razvoju, so naši najboljši sogovorniki, naši bivši študenti. In to samo zato, ker oni vejo, kaj od nas pričakujejo, mi vemo, kaj od njih, si zaupamo in potem enostavno ni nekih uvodov potrebnih, kaj. Enostavno gremo v projekt in ni treba nič tipati, a bo ali ne bo, nas bom koliko prinesel, hoče sam denar ali ne vem kaj. Ne, točno se ve, kaj želimo, če oni vejo, kaj lahko pričakujejo in to je to. In teh je bistveno premalo. Torej, takih, ne, jaz mislim, da je še prostor v industriji za to vrstne ljudi. Je pa po drugi strani težava, ki jo jaz vidim, je v tem, da naša pač industrija sploh ni zares neka razvojna industrija. To je še zmeraj nekak tranzicijski kaos, ne, kjer se še vedno samo še prerivajo po nekih upravnih odborih in tako naprej. To ne more pripeljati do nekega dolgoročnega razvoja. Razvoj je 10-letna stvar. Ne. Pa ne rečem, da gre razvoj konkretnega izdelka, ne. Govorimo o usmeritvi, o odločitvi za to. Ne. Imamo primere še vedno podjetij, ki zapirajo razvojne oddelke. To je katastrofa. To je tudi v Ameriki pripeljalo kar nekaj velikih in znanih podjetij v stečaj, oziroma v slabo situacijo. In to je nažalost neka ideja posredi, da je pač da z dobrim poslovanjem se da vse to zgraditi. Ja, ne vem kaj. Ne. No, se uspešni gospodarstveniki pritrjujejo vašem mnenju, ne? In v bistvu tudi govorijo o tem, da je inženirskega kadra v bistvu premalo, ne? Da bi naredilo neko gospodarstvo nek preboj v konkurenčnosti. Vidite, zdaj recimo po zadnjih lestvici, ne, tega Poznanskega inštituta smo ponovno na repu. Ne? No, jaz mislim, da tukaj je veliko novosti prav v zadnje čase, tudi v svetu, kjer se pravzaprav ugotavljajo, da ni dovolj, da imamo samo inženirje. Še manj je dovolj, da imamo, pravzaprav najmanj rabimo poslovneže za razvoj neke branše ali proizvodov. Rabimo oblikovalce, ampak ne tisti, ki nekaj lepega naredi, pa zgine. To je še posebej neuporabno. Ampak rabimo time, ki vsebujejo vse od, nekje sem zasledil, govorili so od tega, da potrebujemo vse od astrofizikov do nekaj na Z, se ne vem, pač očitno je bila A do Z, ne? Ampak dejansko potrebujemo inženirje, elektrotehnike, naravoslovce, software, oblikovanje, hkrati rabimo to, recimo, tržne raziskave, predvsem razumevanje trga in tudi oblikovalce, ki bojo to nekako spravili v atraktivno obliko. Ampak vsi ti ljudje morajo delati skupaj, ne vsak posameznik posebej in potem nekaj prodajati pod direktivo nekega tržnega marketing oddelka neke velike firme. To ne dela. Torej, ta kreativnost v timu je ključna za razvoj novih izdelkov, ki so nekaj več kot samo inkrementalni razvoj.
znanost, na katero naj bi se svet, recimo, oziroma znanstveniki danes sklicvali, ne? Da je tisto, ali so to life sciences, ali so recimo raziskane zgodbe v Fizik ne moram drugega reči, kot da pač osnovna fizika kot neka osnovna kraljica ved, ima eno odlično lastnost, da se da porabiti za marsikaj. Vse od life sciences do kot smo že prej govorila, v družboslovju, ekonomiji. Predvsem gre za neko razumevanje in ne samo to, tudi matematične metode, ki temu sledijo, ki so nam ki jih imamo, s katerimi smo strenirani. To nam gre od roka, to ni problem, ko je treba nekaj formulirati, to znamo zapisati. In tudi modeli, ko imamo pa modele, lahko napovedi naredimo. Če so napovedi koristne, se pokaže z eksperimentom, oziroma na to smo vajeni. Potem se napovedi izboljšajo, model se izboljša in ko enkrat velja, potem se ga držimo, ga ne zapustimo kar tako. Oziroma meje veljavnosti pač določimo. No, torej, gotovo, potem se pa vpraša, kaj pa je to pravzaprav fizika, in tle se mi je zdelo, oziroma en zanimiv odgovor je kolega iz Cambridgea, ki je enkrat rekel, ko ga je nekdo vprašal, pa je to fizika, ki je nekaj govoril o bioloških sistemih, pa ga je on pogledal pa je rekel, če jaz to delam, potem je to fizika. Ker je pač fizika. Torej, gre za osnovno izobrazbo metod in razumevanja sveta in osnovnih zakonitosti in s tem se potem da marsikaj obravnavati. Fiziki so danes povsod, kot sem rekel, od ekonomije do life sciences in osnovnih fizikalnih ved. V kemiji je pa že tako težko ločiti, kaj je kemija, kaj je fizika. No, govorili ste tudi o tem, da si znanstveniki danes prizadevajo, da bi naredili spominski element. A obstajajo pa vendar težave. Kaj pomeni to narediti spominski element in zakaj težave? Tle gre za en problem, da ne vem, če gotovo ste opazili, da hitrost računalnikov zadnjih 10 let skoraj, da se ni spremenila. Torej, ura, govorimo o uri. Tisto gigaherci so vsi več ali manj enaki zdaj, kot so bili pred 10 leti. Nekje 2-3 gigaherce, ure in to je konc. Potem, kako se da pohitriti računalnik? Vendarle potrebovali bi hitrejše računalnike za veliko problemov reševati, od vremena naprej, do borze, do fizikalnih problemov. No in tukaj se izkaže, da je en od največjih omejitev pri napredku računalništva je pomanjkanje masovnega spomina, ki bi bil dovolj hiter. Včasih je bil to disk, tja se je pisalo, zapis na disk traja zelo dolgo, sicer ima to prednost, da se da veliko informacije var zapisati, ampak je zelo počasno. Potem se je to zdaj zamenjalo s flash diski, ki so nekoliko hitrejši, bolj so robustni, lahko ga po tleh vržeš, pa še zmeri. Celo moj je preživel pralni stroj, v hlačah, ampak še vedno je počasen. Torej, ko pridemo, zdaj temu se reče prav neka vrzel, IBM to poudarja, recimo, kot vodilna firma na tem področju, še vedno, da neke 3 vrede velikosti prepočasne masovni spomin, da bi lahko izkoristili potencial, ki ga omogočajo procesorji. Se pravi, prav ta vrzel je danes ključna ki jo treba zapolniti. In je kar nekaj svetovnih firm in laboratorijev, ki se s tem ukvarja, jasno. No, in zato je pri tem si želimo tudi, recimo, mogoče nekako sodelovati, če se da, če imamo kakšno dodatno dobro idejo. No in ta skrita stanja so ena taka možnost. Kje pa vidite vi prihodnost razvoja znanosti? Recimo, kakšno vlogo bi imela fizika v razvoju, tudi glede na to, da sledimo odkritjem recimo na velikem hadronskem trkalniku CERN-u, ali pa, ko slišimo o zadnjih odkritjih, ki so povezane z odmevom velikega poka. No, jaz mislim, da so to izredno zanimivi eksperimenti, oziroma pač
opazovanja, ki so za vse človeštvo pomembni. O pomembnosti tukaj zelo težko razpravljamo. Pa še posebej mislim, da še vedno cena teh raziskav ni tako neskončno velika, kot se včasih zdi. CERN, seveda se govorimo o milijardah investicij, ampak je cel projekt CERN-a stane približno toliko, kot ena jedrska elektrarna. To ni tako grozno veliko, ne? Če pomislimo, kaj smo vse tam v preteklosti zaznali oziroma kaj je bilo vse izmerjenega. Torej, moje mnenje je to, da to človeštvo mora je tudi to in to je naša osnovna misija, da spoznavamo svet okrog sebe in tle ne bomo odnehali. Tisti, ki tega ne razumejo, jaz njih razumem, ampak jim ne morem potolažiti. Pač, to so ljudje, ki lahko tudi kritizirajo porabo denarja za to, ampak jaz pač ne morem nič drugega kot. Ker tudi fiziki odnehate. Jasno. S prepričevanjem. Ja, pač delamo svoje, ne? Torej, upamo, da bomo lahko nekaj zanimivega sami naredili. Skratka, jaz mislim, da radovednost, ne, ki je temelj raziskovanja, ne, je nekaj, kar nam je vgrajenega. To pogosto povem, se mi zdi, da je to nagon, prvinski nagon, ki je vsaj tako pomemben kot ostali, ne, ki jih imamo. Tisti, ki niso bili radovedni, so ostali lačni in so izumrli. Ne. Če nisi šel ven pogledati, če je kakšen zajec ugrmal, si pač ostal lačen v svoji jami in nisi dolgo preživel. In potem si se pogruntal, kako bi ga lažje ujel, in to je bila radovednost in raziskava. Potem je prišlo seveda inženiring, ki je izboljšal tisto puščico, da je bila bolj natančna, ne? Ampak to je cel del razvoja pač civilizacije. Ne? In tukaj se zdaj je pač špica tega razvoja je v CERN-u, v kozmologiji ali pa v teh laboratorijih, kot je naš. Torej, tle je pač tisto, kako bi rekel, meja razumevanja in tukaj tisto mejo moramo polivati ves čas naprej. To je. Hvala lepa, profesor Mihajlović. Hvala vam.